Midva sva spet prispela, priplula do enega kot bolj na braču tamle. Bova probala sidrati, tale še fajn globoka, karte so čist mim. Piše, kaže, da je 5 metrov globine tle, tako da je pa 50 dejansko. Tako da mora bolj vizualno gledati. Tale ima en kup teh čovenčkov njihovih. Bova probala tam sidrati, če se da. Slabo kaže z znanjem sidranjem, tle je še vedno 30 metrov, malenkost bolj tja je pa 0 korale. Tako da ne vem, če bova lahko sploh sidrala, pa še te čovni so tle, kjer bi lahko spustil, bom v čovnih potem noter. Če se pa malo veter obrne, se malo smer, bom pa v koralah, tako da možno tudi, da bo šla naprej. Če ni. Zgleda pa tako lepo toček, tole naj bi bila tudi šola, naj bi imeli. Da ima je lep rt, peščen. Sem za sidrat nimajo, fajn. Timija sva pustila tam za otokom, na sidru. Pa sva prišla z gumenjakom sem, skak so se prevrnila, ker so tukaj ob obali ful valovi, tako da treba paziti, ker do zadaj val pride in te zalije. No, ne bi se prevrnila, sem malo podpricala. Zdaj greva pa tukaj. In neka trgovina, če bo krv dobila, drugega pa ne rabila. Evo, tole se prodaja, če bi kdo mogoče kupil. Prišla sva na glavno cesto. Zdaj pa sem tukaj malo razgledala, pa bom šla pa nazaj. Ker okoli najne jadrnice, ker krožijo otroci. Sicer sva zaklenila vhod, ampak tiste kante z nafto jih tako že zanimajo, včeraj so jih skozi prijeme. Tako da bom šla kmalu nazaj. Našla sva trgovino, da vidimo, če imajo kruh, po moje ne, ampak pogledava pa lahko. To pa so, to pa je velikost. Ne vem, zakaj so take. Zakaj so tako veliki, ne vem. Neko da ima neki gor, vidiš. Vidim. In ti so že malo rumeni tle. Kako zanimivo je spet v vodo tle. Črna mevka. Se vidi vulkanskega izvora, otočje. So pa edina jadrnica spet tukaj. Bolj malih je tukaj na Vanuatu jadravcev. Timi na Vanuatu. Odlično si naredila. Vem. Vetra bova imela dosti za nadaljevanje. Posodo za vodo imam tu. Ja. Mogoče bi lahko najno za kante zamenjala ta. Se ta še mora biti, ki imaš neš, najn bambus, ki vas razlomen. Čist sva premočena. Pa smo v bistvu kar dosti v zavetju, spet veliko bolj piha popoldne, takole kot zjutraj. Zdaj smo že blizu jadrnice. Danes nisva tako dolgo jadrala. Včeraj smo ujela ribo na to, danes pa sva že brez pol lovk in pa otrnjen trnk. Pa eno teh biserjev zdrobljen, se pravi. So imela spet neki gor, neki velizga, se vidi, kako je tukaj raztrnjeno tudi. V glavno, teh vab ne more za sprot nakupiti. Prevelike ribe so bi mogla res neki velizga nastaviti. Sem pa bi imela težavo to ven potegniti. Tukaj za otokem je kar v redu. Ni valov, piha dost, elektrika je. Da greva na obalo, takole polno bumijo, mora paziti, da v kakšne ne zapneva. Več pa lahko rečem, da prvič, da je res čista voda. Lahko gledaš brez maske, vidiš vse. Zdaj šla pa kar tukaj nekje ven, tukaj najmanj teh bumijev zanesemo malo ven in to je to. Se gremo malo razgledati, jutek pa nadaljujeva pot.
tale gospod imajo zdaj pele tukaj malo po otoku, gremo še do cerkve pogledati. Ni pa dovoljeno, da bi naju pelal okoli otoka, tako da greva pač to pogledati, kar nam dovolijo. Drugače pa na tem mejnem otočku živi, je rekel, približno 1000 ljudi. Nekaj imajo mačka. In now a country we don't have. Everything. Yeah, and there is a Moses. So no machine. Everything is on the Everything is on the hand. People there that you have come to the highland. Okay. World War II, and this is Achin, Yeah. Achin Island. Okay. This church is built on Achin. Okay. And we have What does it mean, this name? Achin. Yes. It's the name of a place. This place is called Achin. Achin on Malekula. Malekula. Malekula is the Achin. main island? Malekula is the main island, and this little island is Achin. Si se malo pogovorila z domačinkami? Ja, mečkano. Ste kaj lepega povedala? No, tako lepe nasmehe imajo, da jih moraš pohvaliti. Ja, okay. Tukaj imajo pa vodnjak. Ker smo tam iti na obalo, takole, ker naj ni bilo, sem videl tam z obale, da se z 2-3 čovli tle okoli krožijo jadrnice. Zdaj gledam, cel trup je ves podrajsen s temi čovni, ki se kar zaletavajo noter v trup. Zdaj treba pa to nekako dol zdrniti. Ja. So kar nadležni s temi čovni, sploh nočejo iti stran. In se kar zaletavajo, kot da je to bokobran ta jadrnica, jaz ne vem. Zdaj imamo tako nadvodno linijo, polni teh rajsov je. Si bi pokazal tle, da sem se jih ne vid. Dobro, da sva polirala pa rihtala jadrnica. Ne bodo zdaj na teh otokih se skozi zaletavalo v njo. Ronken! Kaj bi rad? Tablets for pain. Tablete za bolečine. Natalija mu podala tablete, je prosil pred bolečine. Prišel je glih v neprimernem času, ko delava to vodo, da tako ropota, da se še pogovarjati nismo mogli. Dala smo mu par tabletov, riž pa nekaj rezancov. Več jim ne moramo dati, ker tudi same dva nimamo veliko, tako da nekaj sva pa dala. Ne? Greva pa v tale zaliv, sva priplula v nekaj manj kot 6 urah. Tamle vmes je samo nekaj metrov, okoli 3 metre globine, tako da upam, da nama bo uspelo čez lepo priti brez težav, da potem sidrava tam nekaj žena modra jadrnica. Uspelo nama je priti čez, tam v sredi bil en bumi, ampak sva ga videla, tako da sva ga obvozila. Kot vidite, tle je pa čist plitvo, zdaj se pa počasi globi, tako da trenutno je tukaj le
že 23 metrov, opa. Se pravi, da smo noter v laguni. Zdaj bo pa nekje sidra tle čim bolj v zavetju, bližji obali, tle ko je ta jadrnica. Ni tako čista voda, ko zgleda. Ne? Evo, Peter gre preveriti najno sidro, da se nikam zataknilo za kakšno koralo. Če treba, bo pa še bokobrane dala. Tole je vse privat, zdaj nama je lastnik dovolil, da tle pustiva gumenjak. Jadrnica je tam nazadej, zdaj pa videla, če sploh lahko kam greva, glede na to, da je vse privat tukaj. Ful mi je všeč tale hiška, ta resort, ko sta Jan pa Rebeka, ne? Zdaj se naj pa pospremem tle do te ceste, da tukaj lahko greva se zdaj sprehajati. Tudi greva malo tle okol. Da ga kušem pajk. Shit. To je to. To je 5 centi velik. Ja. Zanimivo, ne? Sem pazil, da smo šli v pečevino ujela. Ja, vem, ja, se vem. Sprehodila, mogoče kaj najdeva. Drugače bomo šla pa nazaj na jadrnico, bova pa tam pa pol splanirala, kaj bova počela jutri naprej. Evo, našla sva konje, to je vse, kar sva našla. Pod vodi daleč naprej, no nekaj. Mislim, da se bova lahko vrnila nazaj. Je hudo. Zelo dobro. Svoj šank imata. To je vajen kajak? Ne. Vidim, da imata gumenjak tudi. Lično. Tole pa je resort. Mislim, da divje bi pa To je dobro. ne bi mi dva nikoli več s mamo spletala, pač nismo pač čip. Evo, Natalija zamesila testo, bo zdaj tukaj v pečici spekla. In zdaj malo izkoristil elektriko za tole. Za tole. Zato, da bomo mocko poslušali. Tako? Ne, kakšen vlog bi lahko malo naredim. Če pa začel malo dež padati, upam, da bo malo bolj, da nama jadrnico spere. Evo, Jan ima tlele neki palc, upam, da je kakšna zame. Da to zame rihta, drugače imata pa res fajn rezort. To, če dež pada, evo ti imamo strehe dovolj. Tukaj imam nadkrito, žar, tako da super, res lepo. Cel zaliv skoraj naš. No, v glavnem povej, kateri inštrument je to. Didgeridoo. Didgeridoo. Avstralski. Ja, avstralsko. No, daj, da vidimo, kaj pride ven. Inštrument. Daj pokaž kaj, če ne znaš, kakšen zvok pride ven. Isto kot harmonika, samo da ni harmonika. Tako. No, čevapčiči. Tale bo za Jana. Kaj takega, da na Vanuatu delamo čevapčiče, se po mojem tle sploh ne vejo, kaj to je. Vanuatski čevapčiči. Vanuatski čevapčiči, evo ti. Vanuatsko, novozelandsko, slovenski čevapčiči.
Čevapčiči. Se že pečejo? Oh. Ja, že delajo. Ja, na plin. To je pa avstralsko-novozelandska zadeva. Na žar je še zmer bolj, tako kot delamo mi to doma, ampak je bi ga. To, kar imamo. Super bo, super. Super bo. Čevapčiči so malo majhni, Natalija jih je delala, sam tukaj, da se ve. Boš pa 2 več. Ja, bomo pa malo več jih pojedli. Zlezli in bomo imeli ene take okrogle. Kaj se pa tukaj dogaja? Zelenjava se reže, pa kruh se peče. Odlično. Zjutraj malo kruhita. Jaz delam vloge, pa se nekaj zabliska za mojim kartom. Poglejte to. Hop! Pa ne Jana, ki peče, dobro, to je tudi zanimivo. To je v redu, ja. To je super, evo peče, ampak na plaži, grem do ognja. Imamo na plaži tak ogenj, sem že prej pokazal, da bo zakorila, evo takole zgleda. Vrhunsko, kaj takega. Pa sva še doživela na tem potovanju. Res je lepo. Pa toplo, lepo seva toplota. Malo lepo narejeno, kovinsko, železno, pa lepo noter, da šles zakureš, pa gori. Samo upam, da ne bo tam en gumenjak, ki je odletelo. Kakšne saje in nama predrle gumenjaka. Glejte, kaj nas čaka že tukajle. Sem še Jana čakamo. Jan, kako kaže z mesom? Jan? Dogaja se. Odlično, dogaja se. Toplo mu je. Opa! Evo, Čin? takole se imamo, končno enkrat zelo lepo. Ja. Rebeka ima pa jutri Ja, rojstni dan, tako da jo bomo peljali jutri v eno jamo. Ampak to je znamenitost jamo. Boš kruhec? Odlična slika. Evo ti, svež kruh, ki je Natalija zamesila. Jan je spekel meso. Čevapko te. Renata, Rebeka je narezala zelenjavo. Jaz pa sem na dopustu, ne? Bravo. Kako bi prišel do Mi tega še malo jokerja, da bi Rumi moral Cube igramo. Jan možgančke trenira. Na koncu bom pa itak zmagal. Ponovadi tisti, ki ima Jaz. največ zmaga na koncu. Jo, jaz smo še veliko, evo. Sem ne danes. To je pa lušta. To je ta taksi. Mi smo spet v enem kasovno se peljemo. moje imajo tak narediti, kot tisto prav, da se vidi. Kašne reke, čiste. Evo, tle je. Thank you. Bye. Evo, tale nas je zapeljal. Zdaj gremo po tele Matevulu Blue Hole, ne par 100 metrov za pešit. Drugač pogledam, tle bi lahko medel z jadrnico prišla, sidrala, pa šla peš gor. Očitno smo na pravi poti. Evo, Matevulu Blue Hole. Blue entrance fee 1000 vatov per person. To je to. Hello. Voda je drugač čista, se vidi dno, tle sigurno par metrov. Se vidi kot podobno kot kakšna Soča pri nas. Sem, ker ni veliko pretoka, se tele nabirajo, ko padajo z dreves dol. O, tle je kar globoka voda. Škoda, ker nimamo maske.
samo ne v skalo. Malo preveč na ploh. Dobro. Malo bolj na tlo. Pejči vila, da gre. V eni minuti smo dobili prevoz, odlično, spet. Takrat smo imeli dogovorjen za taksi, včeraj smo se dogovorili za 1000 vatujo, potem pa so kar dvignili še za 1000, pa smo pa skenslali in smo rekli, gremo na štop. Zdaj imamo po obe smeri že zastojn vožnjo. Smo hoteli jim dati zaslužiti, samo ne, nas treba natrgvati.